Dragi otroci, spet je tu samo za vas Prešerna pravljica za kratek čas. Konec dober, vse dobro, ali kako je mali vran končno dobil ime. Bil je ponedeljek in mali vran je brezskrbno letel skozi gozd. Nenadoma je od spodaj zaslišal nekakšen vik in krik. To je moje, je vpil neki glasek. Ne, to je moje, je kričal drugi. Spustil se je na tla in zagledal petero miši, ki so se pulile za pismo. Pismonoša se je ves zbegan čohal po glavi. Na ovojnici je namreč pisalo samo za Miško, nič pa za katero. Nič lažjega, je posegal vran v prepir. Pismonoša naj pismo na glas prebere, pa bo vse jasno. Miškam predlog še malo ni bil všeč. Vsekakor precej manj kakor vranu, ki je silno rad vtikal nos v tuje zadeve. Zato so le nerade in godrnjaje privolile. Draga Miška, je prebral pismonoša, drevi te vabim v kino. Tvoja prijateljica Pipa. Saj Pipa je moja najboljša prijateljica, so v en glas zapiskale miške in spet se je razvnel prepir. Tedaj je sovi prekipelo. Ves ta direndaj ji je šel pošteno na živce. Nehajte, je zarentačila. Pojdite najprej lepo k Pipi in jo vprašajte, katero sploh vabi. Potem pa naj vsaka dobi svoje ime, da bo že enkrat konec tega večnega ravsanja. Kaj? Se je začudil mali vran. Da bi zdaj že kar vsaka miš imela svoje ime? Jasno, je odvrnila sova. Zakaj pa ne? Saj sam vidiš, kako zelo je to potrebno, ne? No, če je tako, je užaljeno zakrakal vran. Potlej bi pa tudi jaz imel kako ime. Ah ne, kaj bo tebi ime, je odmahnila sova. Tebe nihče ne more z nikomer zamenjati. Ampak jaz hočem, se je nakremžil vran. Tudi medved ga ima. No ja, pa naj bo, se je vdala sova. Kako pa bi rad, da bi ti bilo ime? Vprašanje je malega vrana zalotilo nepripravljenega. Imena se vendar ne da kar iz rokava stresti, ne? Ja, rad bi bil, samo da malce pomislim. In začel je zamišljeno stopicati gor in dol. Potem se je nenadoma domislil. Lahko bi mi rekli Edi, je ponosno oznanil. Ne, je odkimala sova, tako je ime že medvedu. Moral se boš spomniti kakega drugega. Kaj pa Kraks? Je na glas pomislil mali vran. Sova si je zapisala ime. Ali pa Robi, ali pa Denis, ali pa Richard, ali pa Gorazd? No ja, odloči se že vendar, je zavzdihnila sova in prečrtala Kraksa. Čakaj malo, že vem. Oskar bom, je zavpil. Ali pa še rajši Tobi? Kdo bi vedel? Odloči se že vendar, vran božji, je sovi pohajalo potrpljenje. Mali vran pa bi rad imel kar vsa imena hkrati, saj se mu nobeno ni zdelo dovolj dobro zanj. Mi ne bi moglo biti ime Gorazd, Denis, Tobi, Fritz? Ne, eno izberi ali pa ne boš imel nobenega. Ko je pa tako težko, je zastokal. Premisliti moram. Kaj, ko bi do jutri prihranila ta imena zame, da mi ne bi kdo katerega pred nosom sunil? No prav, je znova zavzdihnila sova, ampak samo do jutri. Najlepša hvala, je zakrakal mali vran. In nasvidenje. To noč mali vran ni mogel zaspati. Odločitev je bila tako težka. Kar naprej se je premetaval in vrtel v svojem gnezdecu. Katero ime bi mu najbolj pristajalo? Robin ali pa Henrik
Kaj pa Timotej? Timotej bi bilo še najlepše. Ne, Rudi je mogoče še lepše. Od nenehnega tuhtanja mu je postalo vroče. In ko je zjutraj hotel vstati, se mu je v glavi vrtelo. Kaj pa je s tabo, Vranček? Ga je vprašala gospa Jazbečeva, ki je prišla mimo. Nič, je odvrnil ves zasopljen. K sobi bi šel rad. Potem pa ga je popadel silovit kašelj. Gospa Jazbečeva mu je potipala čelo. Saj si bolan, je rekla zaskrbljeno. V posteljo boš moral. Še najbolje, če bi te vzela kar k sebi domov. Ne, nikamor ne bi šel, se je skušal upirati mali Vran. Samo malo preveč sem premišljeval, to je. Je slabotno zamomljal in komaj je še stal na nogah. Neumnost, vročino imaš. Naspati se moraš, je sklenila gospa Jazbečeva. No prav, se je vdal, ampak največ za 5 minut. Več pa ni mogel povedati. Bil je tako izčrpan, da so se mu oči kar same zaprle. Gospa Jazbečeva ga je naložila na voziček, ga odpeljala k sebi domov in ga položila v posteljo svojega sinčka Jazbeca. Mali Vran je prespal ves torek. Sanjalo se mu je o najbolj neverjetnih imenih. Odslej za vas nisem več samo Mali Vran, je bledo v snu. Ime mi je Kreker. In malce pozneje, prijatelji mi sicer pravijo Tič prida nič. Vi pa mi lahko rečete kar Tonči prda. Pot je lil od njega in gospa Jazbečeva mu je nenehno utirala znojne kapljice s čela. Kje bom pa jaz spal? Je zacvilil mali Jazbec, ko se je vrnil domov. A se je takoj na to spomnil, da bo zdaj lahko spal pri mamici, zato ni rekel nobene več. Sova je zaman čakala na malega Vrana. Ko je zvedela, da je bolan, je sklenila, da mu pripravi presenečenje. V sredo je bil Vran še vedno ves mlahav in se je strinjal z vsem, kar so počeli z njim. Lepo pika, milice, mu je prigovarjala gospa Jazbečeva. Takoj, je pohlevno odvrnil. Pa nožne obkladke ti bom naredila, je nadaljevala. Prav, je krotko pošepnil. In vročino ti bomo izmerili, je še dodala. Mali Vran je samo slabotno prikimaval. Gospa Jazbečeva kar ni mogla verjeti svojim očem. Še nikdar ga ni videla tako krotkega. Če si tako pritkan, Vranček moj, potle je pa res nekaj hudo narobe s tabo, je rekla zaskrbljeno. Tole mi sploh ni všeč. Bi pa že rajši videla, da bi bil jezikav kot ponavadi, pa zato zdrav. Že prav, je mirno pokimal mali Vran in se spet pogreznil v spanec. V četrtek se je mali Vran počutil malce bolje. Obiskali so ga prijatelji. Mi lahko sezuješ do kolenko, je poprosil lisico. Tako vroče mi je. In lisica mu je pri priči ustregla. Mi lahko priskrbiš kako pijačo, je rekel zajcu, in ta je nemudoma odskakljal. Mi lahko natakneš do kolenko nazaj, je zastokal proti ovci. Mraz me trese. In ovca je šla iskat do kolenko. Lahko pokličeš svojo mamo, je nazadnje zaklical malemu Jazbecu. Tako sem lačen. In mali Jazbec je brž oddrobencljal v kuhinjo. Kaj pa bi jedel v bošček, moj bolni, je hotela vedeti gospa Jazbečeva. Oh, nič, samo tako grozno se počutim, je zastokal mali Vran. Gospa Jazbečeva ga je pobožala po perju in ga malce potolažila. Mali Vran pa jo je prav milo pogledal in s slabotnim glaskom pristavil. Malo čokoladnega pudinga bi pa mogoče vseeno. V petek mu je sinček Jazbec povedal, da so miške dobile imena. Ime jim je bilo Mili miš, Lili miš, Oli miš, Neli miš in Vili miš. Mali Vran je skočil iz postelje in hotel smukniti k sovi. Toda imel je smolo,
saj ga je v veži zalotila gospa Jazbečeva. Ven moram, je zakrakal, nujno opravek imam. Ni govora, je odkimala gospa Jazbečeva in ga zadržala. Nikoli ne bom ozdravel, se je zacmeril. Kako da ne? Na koncu bo vse dobro, boš videl. Ampak kdaj? Saj sem bolan že 1000 let in 5 ur. Še malce moraš potrpeti, ga je mirila gospa Jazbečeva. Toda mali Vran ni mogel zdržati niti trenutka več, pa tudi tistih nožnih obkladkov ni več prenašal. In ko mu je dobra gospa prinesla nova kosa namočenega blaga, je zavpil. Premrzla sta! Ampak saj sploh še nisem položila nate, je zavzdihnila gospa. Pa kaj, vseeno sta premrzla, je zacepetal z nožicami. To bom pa že vedel, ne? Gospa Jazbečeva se je morala zasmejati. Aha, je rekla, vidim, da ti gre na boljše. Popoldne je prišel zdravnik in mali Vran je bil že tako živahen, da ga je bilo komaj mogoče krotiti. Ne, nihče me ne bo pregledoval, se je uprl. In nobenega grenkega zdravila nočem. Zdravnik je bizgec. Bizgec in špeglar in mrzle roke ima. In nobene injekcije nočem. Pa tudi operacije ne. Zdravniki so srečni samo, če ti trebuh razparajo. Ne bom ti trebuha razparal, častna beseda, se je zasmejal zdravnik. Nič se ne boj, Vranček, ga je tolažila gospa Jazbečeva. Jaz sem ob tebi in bom že poskrbela, da bo vse lepo in prav. Mali Vran se je nazadnje le vdal in privolil, da ga zdravnik pregleda. No, povej zdaj, kje te boli, ga je ta vprašal. Povsod. In tule, se je potožil. Kje pa najbolj? Je hotel vedeti zdravnik. Še najbolj me bolijo imena, je žalostno zastokal. Vimena? Se je začudil zdravnik. Saj ti nimaš vimen. Imena, je vzrojil mali Vran. Ime potrebujem, takšno, ki bi se mi lepo prilegalo. Pretuhtati moram vsa imena, kar jih je, in se na to za eno odločiti. Razumem, takšna odločitev je vedno težka. Kaj nimate nobenih tablet, ki bi pomagale izbrati ime, je zastokal mali Vran. Bojim se, da ne. Samo za tvoj prehlad ti lahko kaj predpišem, kakšen sirup proti kašlju recimo, pa še z iglico te bom majčkeno piknil. Nobenih iglic, je zaječal mali Vran, nič me ne boste zbadali, ampak potem boš precej hitreje ozdravel, ga je prepričeval zdravnik. In poleg tega vem, da si od sile pogumen ptič. Jasno, da sem pogumen, se je pomembno namrščil. No ja, prav pa naj bo. Toda obenem mi morate povedati vsa imena, ki jih veste. Nato je zdravniku pogumno pomolil zadnjo plat in močno zamižal. Zdravnik je na glas premišljeval. Hubert, Brunoslav, Draži gost. In še preden je mali Vran utegnil pripomniti, da še nikoli ni slišal bolj bedastih imen, mu je zdravnik že potegnil iglo iz zadnje plati. V soboto je bilo malemu Vranu strašansko dolg čas. Sedel je v kuhinji in kartal. Zdaj je bilo že tretjič, da sem igral sam s sabo in zmagal. Ni mi več do igre, je zagodrnjal. K sreči ga je ravno tedaj prišla obiskat sova. Si shranil vsa moja imena? Se je nemudoma pozanimal. Ne, je odvrnila sova, zato pa imam presenečenje za... Kaj? Je poskočil mali Vran. Kako moreš biti tako podla? Zdaj nikdar ne bom našel pravega imena. Saj ti ne bo treba, ga je mirila sova. Medtem ko si bil bolan, so tvoji prijatelji skupaj rešetali imena in naposled izbrali najprimernejše zate. Ne, da bi me vprašali, se je razburil. In kaj, če mi ne bo všeč? No, seveda, tudi tebi bo moralo biti všeč, ga je potolažila sova. Če se torej strinjaš, te lahko od jutri naprej kličemo Dokolenko. Mali Vran je brž izpil krepak požirek sirupa.
Več moči potrebujem, je vzkliknil. Premisliti moram. V nedeljo je bil mali Vran že skoraj čisto zdrav, a za vsak primer so ga vseeno toplo zavili in ga v vozičku odpeljali na krstno slovesnost. Vsi so bili veseli, da je okreval. On pa se je na debelo široko ustil, koliko vseh sort zdravil je moral vzeti in kako nevarno je, če ti merijo vročino. Injekcija pa je bila tako velika, da so jo morali 3 držati, je razkladal prestrašenim poslušalcem. In zdravnik mi je odrezal perutnice in mi jih narobe nazaj prišil, si morate misliti. Kakšna strahota, je pobledel medved Edo. Toda gospa Jazbečeva mu je brž pojasnila, da je mali Vran po svoji stari navadi vso stvar krepko napihnil. Pa kaj še, je zagodrnjal ta, sploh pa čas bi bil, da dobim svoje ime. Se strinjaš z našo izbiro, ga je vprašala sova. No, seveda ne, ji je domišljavo odbrusil mali Vran. Samo ne vem, zakaj se niste že prej spomnili na tega dokolenka. No, le malo popazi na jezik, ga je uštela gospa Jazbečeva. Kaj pa je narobe, je odvrnil mali Vran. Je pa že boljše biti jezikav in zdrav, kakor pohleven in bolan. Sami ste tako rekli, ali ne? In je zakrakal in pritisnil gospe Jazbečevi na lička sočen vrani poljubček.